Odločiti se za oddaljitev od Gospoda je večno pogubljenje. Tako je zatrdil papež Frančišek, ko je zjutraj 25. novembra maševal v kapeli doma Svete Marte. Med homilijo je posvaril tudi, da se ne bi nikoli spuščali v dialog s hudičem, ki je zapeljevalec in slepar, ampak da bi se srečanju z Gospodom na dan sodbe približali s ponižnim srcem. Izhajajoč iz odlomka iz knjige Razodetja si je zastavil vprašanje, kakšna bo poslednja sodba in kakšno bo dokončno srečanje z Jezusom. Nato je sveti oče spregovoril o večnem pogubljenju. To ni nekakšna mučilnica, je dejal. Tisti, ki ne bodo sprejeti v Božje kraljestvo, ne bodo sprejeti zato, ker se Gospodu niso približali. To so tisti, ki so vedno hodili sami po svoji poti, ki so se od Gospoda oddaljili, ki so šli mimo Gospoda. In večno pogubljenje je to nenehno oddaljevanje od Boga. To je največja bolečina, nezadovoljno srce, srce, ki je bilo ustvarjeno, da bi našlo Boga, a se zaradi ošabnosti, da bi bilo gotovo v samem sebi od Boga oddalji. Ogenj oziroma pot večnega pogubljenja je torej oddaljitev zavedno od Boga, ki daje srečo, od Boga, ki nas ima zelo rad. Vendar pa zadnja podoba, o kateri govori odlomek iz knjige Razodetja, to sta novo nebo in nova zemlja, odpira za upanje. Če odpremo naša srca, kakor nam naroča Jezus, in ne hodimo po svoje, bomo prejeli radost in zveličanje. Papež Frančišek je na koncu homilije tako povabil, da bi Jezusu pustili ljubkovati se in odpustiti si. In sicer brez nadutosti. Upanje, ki odpira srca za srečanje z Jezusom. To nas čaka. Srečanje z Jezusom. To je lepo, zelo lepo, je dejal papež Frančišek.